Kaj je dobra stena. A bo to šlo? Ma ja, peva, to čista uživancija. Ko mi čakam? Živjo, moje ime je Miha in vi poslušate podcast V steni. Podcast Planinske zveze Slovenije. Skupaj z gosti se bomo podali na različne plezalne in gorske pustolovščine, podoživljali in delili močne in pristne zgodbe. Zdaj pa prvešte se na vrv, dvojno se preverite in stopite z nami v steno. Čaka vas avantura. Tadej je začel zahajati v gore v mladih letih, ko se je vpisal v šolski planinski krožek. Kasneje se je srečal s plezanjem in z alpinizmom, ki sta postali pomemben del njegovega življenja. Je član alpinističnega odseka Rašica v Ljubljani, kjer je tudi spoznal svojo življenjsko sopotnico Minco, s katero imata 3 otroke. Tadej je zaključil fakulteto za šport. Izšolal se je za gorskega vodnika z mednarodno licenco IFMG, postal je član postaje Gorske reševalne službe Ljubljana. Leta 2011 je doktoriral na mednarodni podiplomski šoli Jožefa Štefana na temo učinkov višinske vadbe na fiziološke adaptacije in športno sposobnost. Zaposlen je na Fakulteti za šport Univerze v Ljubljani kot izredni profesor in na Inštitutu Jožef Štefan kot raziskovalec na področju okoljske in športne fiziologije. Je večletni predsednik tehnične komisije pri Združenju gorskih vodnikov Slovenije, kjer vodi usposabljanje in izobraževanje novih gorskih vodnikov. Je član raziskovalne skupine in odbora za usposabljanje in preventivo pri Planinski zvezi Slovenije. Poleg strokovnega raziskovalnega poklicnega dela Tadej zelo dobro pozna področje gorskega vodništva ter vseh ostalih oblik vodniškega udejstvovanja. Pozna področje komercialnega vodenja in njeno aktualno problematiko. Je aktiven gorski vodnik in še vedno zelo aktiven in strasten plezalec. Njegova življenjska energija je ogromna. V tokratni epizodi našega podcasta visokoenergetski, vedno zelo strokoven in dosleden, izjemen in multiaktivni Tadej Debevec. Živijo, Tadej, kako si kaj? Živijo, zelo v redu, hvala za povabilo. Hvala tebi, da si prišel, in ko sem danes oziroma tele dneve razmišljal, kako bi midva začela tale pogovor, sem se spomnil na en dogodek, ko sem šel prav preveriti v svojo knjigo alpinističnih vzponov, in sicer iz 13.5.99. Verjetno se ti sanja, ne, kam grem, ne? Iskreno, težko je. No, mogoče se ti bo spomin povrnil. Skratka, z Alešem Belčevičem, ne, z Belkotom, sva šla plezati direktno v Štajersko rinko, nad Logarsko dolino, eno alpinistično smer. On me pelil, to je bila moja prva alpinistična smer, in sva falila. Pol, v neki točki si pa prišel ti z Gregorjem Slugo plezati isto smer in sta naju podučila, kje ta smer je, in pa sem midva dol se spustila po vrvi, vidva sta vstopila in sta pol ušla, pol tam nekje pred vrhu smo se srečali, ne. In to je bilo recimo tako en tak dogodek, ki se jaz spomnim prvič, da sem tebe spoznal, ne. Ja, zelo lepo. Jaz se spomnim, da sva z Gregorjem tu plezala, ampak te interakcije pa priznam, To je bila prva moja alpinistična smer, pa je bilo očitno se je to zasidralo, ker je mačkam bolj globok, ne. Ti si pa drugače član AU Rašica. Tako, jaz sem že od leta 94 član AU Rašica in ravno, ko sva že omenila Gregorja Slugo, no, on je v bistvu bolj odgovoren za to, da sem jaz tam končal. Ker zanimiva zgodba je ta, da njegova mama je bila moja razredničarka na osnovni šoli in tam sem se začel nekako ukvarjati s planinstvom v njenem planinskem krožku in tam sem spoznal potem Gregata in potem, ker je bil on aktiven na AU Rašica, sem seveda jaz takoj, ker sem lahko, takrat je bilo to v 2. letniku srednje šole, se vpisal na alpinistično šolo. Moja mama je sicer bila relativno zadržana, no, ampak mi je to celo dovolila, kar je bilo kar presenetljivo, in potem se je ta nekako
žoga začela vrteti. Pot plezalna Tako in v smeri, alpinistična. smeri alpinistike. A pol doma niste neki, kot si bil majhen, niste ful v hribe hodili? Ali pa? Zdaj, jaz sem živel sam z mamo, no, in sva midva sicer hodila neki v hribe, pa tako, ampak absolutno je pa ta stik z mogoče bolj takim resnim planinstvom pa plezanjem prišel pol preko družine Sluga, bi rekel. No. In te je potegnil v alpinizem? Kako imaš kaj tiste začetne, za tisto začetno obdobje, ko si začel plezati v gorah, kakšne imaš kaj spomine? Ja, mene je absolutno plezanje fasciniralo. No. In težko pojasnim filozofske razloge, zakaj je to bilo, ampak meni je bilo to super stvar, dejavnost in tako naprej. In še vedno me fascinira, zakaj je v bistvu plezanje tako fajn. Ne. Ker v bistvu kakršnikoli obliki plezanja že gledamo, od športnega plezanja do nekega vrhunskega alpinizma, je res fina zadeva. No. Fina stvar, mogoče malo v smislu tega mindfulnessa ali pa koncentracije in tako naprej. No. In jaz sem bil, motivacija nikoli ni bil problem. No. Vedno sem si želel v bistvu več plezati, kot sem dejansko plezal. No. A se spomniš, da si alpinist postal? Ja, leta 97, seveda, to se vsak alpinist spomne, upam. Kaj pa pol alpinistični inštruktor in to? Ja, potem sem postal recimo neke 2 leti kasneje alpinistični inštruktor in v tistem obdobju sem potem tudi skupaj z Miho Valičem, sva takrat bila skupaj tečajnika in pol nekako tudi nekaj skupaj plezala, čeprav ne toliko zelo veliko. Sva potem prišla tudi v GRS Ljubljana, tudi v Gorsko reševalno službo, kjer so bila nekaj časa, mislim, oba aktivna. No. Jaz sem pol relativno hitro mogel nehati, ker sem imel dosti drugih stvari, pa je težko vse stvari početi. No. In potem se je to nekako, jaz bi rekel, v obdobju od 95 do recimo 2005 je bilo tako nekako tisto obdobje, kjer sem jaz največ imel časa tudi za plezati in tako naprej. No. Čak, to je obdobje konca srednje šole ali študija ali kakšno obdobje? Tako, to je bilo obdobje, ko sem jaz v bistvu od sredine srednje šole, ne, pa do recimo obdobja družine, no, mogoče tako. A se spomniš kakšnih akcij, reševalnih akcij v okviru, ti si član postaje GRS Ljubljana? Ne? Tako, no, jaz zdaj sicer nimam v licence, ampak tako s srcem sem absolutno še vedno član GRS-ja. Mi pokrivamo zelo veliko področje, ne, ampak bolj ne pa se rešuje izvajajo neke iskalne akcije, spomnim se par akcij na Nanosu ali pa v Iškem Vingarju ali pa tako naprej. No. Ampak kot rečeno, no, to obdobje je že malo nekako za mano, sem že malo pozabil. No. Moram pa reči še to, no. Se mi zdi, da je to je res taka srčna dejavnost, no, še vedno gorsko reševanje v Sloveniji, no, in če bi imel malo več časa, bi z veseljem se jim malo več posvečal. Ja, sej polk bova ugotovila, pa predstavljaš, čim vse se ukvarjaš v življenju nasploh, bomo mogoče malo lažje razumeli, zakaj ti zmanjkuje časa za to. Ti si zelo veliko plezal v Dolomitih. Kako pa to, da te je toliko tja vlekel, mogoče malo manj doma, ali kaj je bilo tisto, kar te je pritegnil? Ja, jaz imam v bistvu pri plezanju zelo rad pokončne stene, s kolikor toliko dobrimi oprimki, s kolikor toliko kakovostno skalo, in to mi je bilo res, Dolomiti so nekaj boljšega v tem smislu, pa dosti dosegljivega. No. Mogoče nekako nisem uspel v svoji taki bolj aktivni karieri, no. Veliko hoditi v Himalajo, bil sem enkrat na eni odpravi perspektivnih v indijskih Himalaji na Satopanu, kjer sicer nismo potem prišli na vrh, tako da sem res večino svojih bolj resnejših plezalnih stvari se je zgodilo v bistvu v skalnih stenah, no. Skalne smeri in tako naprej, neki zime. To je bilo pa nekako pri takem malo resnejšem alpinizmu se je tam nekaj ustavilo. Si pa tudi vedno zelo veliko športno plezal, ne? Ja, mogoče se zdaj to zdi, no, takrat ravno, ko sem nekako bolj končal s takim bolj resnejšim plezanjem v hribih, sem pa začel malo več športno plezati. No, jaz bi rekel, da po mojem okoli leta 2003, da sem se jaz bolj prvič resno prijel umetne stene, pa malo tako te zadeve začel malo bolj početi, predvsem pa pol z družino, no, pa z otroci je pa to prišlo malo bolj v igro. Taka fajn kombinacija, ne?
če že plezamo, če že plezaš, ker pač je lažje to plezališče, kot v hribe. Ne? Tako, no, mislim, meni se je zdelo to zelo elegantna kombinacija tega, da ostaneš v stiku s plezanjem, ne, pa še vedno nekako upravljaš vlogo očeta in družinskega človeka. Si pa v neki točki se tudi odločil za šolanje za gorskega vodnika, za mednarodnega gorskega vodnika z licenco IFMG. Kako pa se je to zgodilo? Kje pa se je ta klik zgodil? Zdaj pa grem. To je bilo tudi spet neka naravna razvoj dogodkov. No, tukaj smo spet nekje Miha Valič, Gregor Sluga pa jaz za Rašice nekako imeli občutek, da je to lepa nadgradnja naše dejavnosti in smo se takrat vsi trije skupaj prijavili, opravili sprejemne izpite in tako naprej. Jaz sem pa potem mogel zaradi študija, no, ker je bilo malo preveč obveznosti, to malo odložiti, tako da sem jaz potem z naslednjo generacijo nadaljeval izobraževanje, ampak potem smo vsi trije relativno hitro to izobraževanje zaključili in to je pa nekaj, kar mi absolutno nikoli ni bilo žal. No. Vedel sem že vnaprej, bolj kot ne, da ne bom delal samo gorskega vodništva, no. Ker imam pač tudi druge stvari v življenju, ampak je pa res bilo odločitev, ki mi nikoli ni bilo žal. No. Ja, to samega tvoje vloge pri Združenju gorskih vodnikov Slovenije se bova dotaknila še malo kasneje. Zdaj bi pa vseeno se vrnil k temu, kar si zdaj že omenil, in sicer bom grdo rekel, da si se malo zataknil na faksu. Ne, ker ti si končal oziroma diplomiral na fakulteti za šport, potem pa se je ta pot ni še ustavila tam, se je še nadaljevala. Daj mi mačken se vrnil v tisto obdobje in kaj si počel in kako so se stvari pol odvijale do dogodkov, ki se jih bova tudi še dotaknila. Torej, jaz, ko sem diplomiral, sem imel zelo romantično predstavo, da bom lepo končal kot športni pedagog v eni luštni osnovni šoli in to svoje delo opravljal naprej. Potem se je pa izkazalo, da ravno takrat ni bilo nekih mest za športne pedagoge, jaz sem se prijavil in potem sem dobil relativno edinstveno priložnost, da sem postal mladi raziskovalec na Inštitutu Jožef Stefan, kjer sem v skupini profesor Igorja Mekeviča opravljal svoj doktorat na področju okoljske in športne fiziologije. No. In to mi je res dal mogoče odprl vrata v nek tak zelo zanimiv in poseben svet raziskovanja na tem področju ekstremnih okolij. Mi smo se največ ukvarjali v bistvu z vplivom povečane nadmorske višine na človeško telo, na športnika, na njegovo sposobnost in tako naprej. In potem, ko sem pa nekako doktoriral, po 4 letih doktorata, sem pa tudi spet imel priložnost, da sem ostal v isti skupini kot podoktorski raziskovalec na področju pa enih študij simulacije bivanja v vesolju, no, kjer smo spet kombinirali malo hipoksijo, torej zmanjšano dostopnost kisika in pa različne nivoje aktivnosti. Potem sem pa v bistvu po še dobrih 5 letih postdoka, po mislim, da skupaj 12 letih dela na inštitutu, je bila pa priložnost na fakulteti za šport, kjer so imeli prosto mesto visokošolskega učitelja in sem se prijavil in potem od leta 2017 primarno sem zaposlen na Univerzi v Ljubljani na fakulteti za šport, kjer poučujem par predmetov, tako na dodiplomskem kot na podiplomskem študiju. Ok, zdaj si zelo veliko stvari povedal in temu letu 2017 in tvoje vloge na DIF-u bova sigurno še prišla, ampak zdaj za začetek me zanima tole, si omenil z vesoljem. Daj to mačkne razloži, kaj je s tem. Torej, a mi imaš namenjati na Mars? Ne, ampak to je del raziskav, ki jih na področju, ki jih na Zemlji različne vesoljske agencije izvajajo, da bi nekako razumeli, kako se človeško telo adaptira na razmere na Marsu. To Mars vedno vsakega zanima, ali pa vesolje, ne? Ker vemo, da te long duration space flights, ne? Neka ideja je, da človek enkrat konča na Marsu. Zato bomo seveda mogli najprej na Luno spet, potem pa na Mars. No, ampak če zelo poenostavim, te vse študije, ki so bile financirane strani Evropske unije takrat in sem jaz nekako bil projektni vodja tega dela, ki se je izvajal v Planici, v tem hipoksičnem centru pri Ratečah, je bil v bistvu ideja, da preučimo, kako vpliva neaktivnost, torej ležanje, mi to simuliramo s tem, da posamezniki ležijo,
neaktivnost in pa hipoksija na človeka. Hipoteze, ki smo jih imeli, da če bi nekoga izpostavili ležanju, pa pomanjšanju koncentracije kisika, da to v bistvu poslabša njegovo fizično ali pa zdravstveno stanje. In to smo nekako preučevali. Zakaj je ta hipoksija zanimiva? Je pa zato, ker so ugotovili že v ameriški NASA, da če bojo slučajno enkrat ljudje permanentno živeli na Luni ali pa na Marsu, bo nujno, da je znotraj teh njihovih habitatov bo v bistvu zračni pritisk malo manjši kot takega mi tle recimo na normalni atmosferi imamo, in to posledično pomeni, da je tudi delni tlak kisika malo manjši in da bo dostopnost kisika malo manjša. In zato je njih zanimalo, če je manj kisika na voljo, ne, recimo kot na neki višini Gross-Glocknerja, no, če je kisika manj na voljo, a je to problematično z vidika dolgotrajnega bivanja teh ljudi. Se pravi, to je nekje močkaj pod 4000 metrov. Pa se pravi, ste ugotovili, da človek, ko leži recimo v hipoksičnem okolju, oziroma kaj je razlika, če ne bi ležal, če je primer ali pa če je aktiven? Ja, to je največja razlika. Ne? Zdaj, zato ravno ta model, ki mu pravimo bed rest oziroma dolgotrajno ležanje, omogoča v bistvu ugotoviti, kaj se zgodi, če nekoga izpostavimo mikrogravitaciji. To pomeni tam, kjer ni gravitacije. In to je najlažje na Zemlji doseči tako, da se on uleže, ker s tem izenačimo hidrostatske tlake. Seveda ni čisto simulacija tega, ampak to je v bistvu zelo dobro. In tle so zelo jasni učinki na vse fiziološke sisteme, mišični sistem, kostni sistem in tako naprej. In je jasno, in zato se tudi recimo v medicini, kolikor se le da, vsi izogibajo temu, da so ljudje dolg časa ležijo, ne glede na njihovo stanje med recimo neko rehabilitacijo. Tako da to je zelo, zelo jasno. Ne. Pa to je že tako ena taka diffovska ugotovitev, ne, da pač ljudje se moramo gibati. Ne. V bistvu je to vaš glavni namen ali pa vizija v bistvu športnega učitelja, da je treba sploh mladino spraviti, da se giblje, ne, ker pač je toliko enega govorenja, da se otroci premalo gibajo. Skratka, zelo zanimiv. Daj mi še povej, kako pa ste, bom rekel, dozirali količino kisika, oziroma kako ste pa to preučevali, ne? Zdaj, na eni strani sva rekla, smo primer, ali se gibamo, potem je pa še količina kisika. Tako, no, to v bistvu imamo ta sistem v planici tako imenovanih višinskih sob, ki nam omogoča seveda regulacijo delnega tlaka kisika, torej to kisika, ki je dostopno telesu s pomočjo zmanjševanja procenta kisika v vdihanem zraku. In v tej študiji mi lahko tam naštimamo karkoli od 0 do 8000 metrov teoretično, ne, simulirane višine. Torej, toliko zmanjšamo procent v zraku, da je v bistvu isti delni tlak, kot če bi se mi povzpeli na povečano nadmorsko višino. Ne. To ga zmanjšamo, kot je recimo na tej nadmorski višini, in v tem primeru smo uporabljali, v enem primeru je bilo na 0 višine, v enem primeru pa na 4000 metrih. To pomeni približno, v planici je to pomenilo približno 15% kisika v vdihanem zraku. No. Kako pa je korelira mogoče, ne, za nas lajke, ena stvar, ne, ko gremo na višino, se znižuje koncentracija kisika v zraku, ne, hkrati se pa tudi zmanjšuje pritisk. No, sej, mogoče to za poslušalce za pojasniti, da v bistvu mi poznamo dva osnovna koncepta okoljske hipoksije. En je ta naravna hipoksija, ki jo pravimo hipobarična hipoksija, ki se zgodi, če se mi vzpnemo na povečano nadmorsko višino, se zniža zračni tlak in zaradi znižanja zračnega tlaka se zniža delni tlak kisika. Kisika je kjerkoli na zemeljski površini je 20,9%. Ne? Torej, procent kisika v zraku se ne zmanjšuje. V teh normobaričnih sobah pa mi, zato ker ne moramo regulirati tlaka, znižujemo procent kisika v vdihanem zraku. Aha. In ker vemo, da je delni tlak kisika, enačba za definicijo le tega je zračni tlak krat procent kisika v vdihanem zraku, je kjerkoli od teh parametrov mi spremenimo, lahko dobimo isti delni tlak. To pomeni, če poenostavimo, ista količina kisika je na voljo telesu, ne glede na to, kjer ga od teh dveh parametrov spreminjamo. Aha, razumem, ok. Koliko je pa sicer, ne, ker jaz sem zasledil še v obdobju, ko sem več na odprave hodil na višjo nadmorsko višino,
da pravzaprav je kar nekaj literature, ampak ko sem se pa pogovarjal recimo z ljudmi ali z zdravniki ali kakšnimi drugimi strokovnjaki iz tega področja, so pa številni v bistvu rekli, da pravzaprav znanost tukaj še ni, bom rekel, mogoče, če rečem do dna, prišla je mogoče premočen termin, ampak da je tukaj še veliko neraziskanega v bistvu. Kako zdaj recimo tudi tvoji pogledi, pa glede na to, da si toliko v tem noter, ne, in tvoje vedenje in znanje, zdaj mogoče na to, kar sem rekel, kako gledaš na to? Kje je tukaj znanost, koliko je že zelo jasnega oziroma koliko je še sivga? Ja, zdaj to si zelo lepo povzel. Veliko stvari mi sicer še ne vemo, no? In to je dejansko tudi raziskovalne področje, s katerim se jaz primarno ukvarjam. Torej, v bistvu vpliv nadmorske višine na človeka, pri tem, na zdrave ljudi, na paciente, na različne populacije, tudi na športnike nas zelo zanima. In če bi mogel tako povedati, dost enostavno, zelo dobro imamo definiran, kaj se v bistvu s človeškim telesom zgodi, ko se povzpne na nadmorsko višino. Mi vemo, kje parametri se spreminjajo in tako naprej in tako naprej. Mi zelo dobro tudi vemo za vse fiziološke, za cel organizem. Mi zelo dobro tudi vemo, koliko približno povprečno, to je zelo pomembno poudariti, povprečno traja, da se nekdo adaptira na neko višino in tako naprej. Mi tudi zelo dobro vemo, kakšne so povprečne recimo incidence na akutne višinske bolezni na nekih višinah. Vemo, da na primer zelo praktičen primer je na 3500 metri, če se mi akutno povzpemo, vemo, da bo približno 80% ljudi imeli akutno višinsko bolezen. To se ne bo kazalo s tem, da bojo oni življenjsko ogroženi, ampak jim bo slabo, neješči bojo, glava jih bo bolela in tako naprej. Ne bolj neprijetnost kot nekaj zelo nevarnega. Ampak mi te stvari fiziološke učinke zelo dobro vemo. Kar pa ne vemo, in kar je pa v bistvu zelo težko tudi nasloviti, je pa to, ker ljudje se odzivamo zelo individualno in te odzivi na višino so zelo individualno pogojeni. Zelo težko jih je napovedati, ne samo za enega posameznika, ampak tudi znotraj tega posameznika. Torej, ko bo nekdo šel štirkat na isto višino, bo enkrat brez težav, enkrat bo pa veliko težav. Zato ta del je pa zelo, zelo kompleksen in ga je težko nasloviti. Zato ljudje me velikokrat sprašujejo, kakšno je pravilo, pa koliko ne gremo visok, pa kdaj treba. Seveda, neka osnovna vodila mi poznamo, recimo, da na 3000 metri probamo se ne vzpenjati več kot recimo 500 do 600 metrov na dan, pol nad 5000 pa itak, ampak v grobem pa je zelo individualno pogojeno in težko je ljudi, sploh če imamo večjo skupino, bojo zelo različno prizadeti glede na... A pa se kaj bolj natančno ve, kaj so pa tisti odločujoči dejavniki, ki povsem vplivajo, oziroma ali pa kje bi lahko bili, koliko je tukaj neke genetike, zelo mogoče celo mit, pa boš ti povedal, da bolj, ko si fit, mogoče lažji se boš privadil na višino in tako naprej. Kaj zdaj od tega drži in kaj ne drži? Ja, zdaj to je sicer kompleksno vprašanje, ampak v grobem vemo, da nekako glavni odzivi na višino, kadar se naenkrat povzpnemo višje, so seveda to, da se kakovostno odzovemo, je to, da povečamo dihanje, torej frekvenco in globino dihanja, poveča se frekvenca srca, s tem kardiovaskularni sistem se malo pospeši in pa malo dolgotrajnejša izpostavitev inducira oziroma rezultira v povečani koncentraciji rdečih krvnih telesc, ki v bistvu posledično omogočajo večji prenos kisika po telesu, pri tem, da je manj kisika gor na voljo, se ga potem večja količina lahko prenaša po telesu do delujočih mišic in drugih organov. Tako da to bi bila neka definicija. Zdaj, kar se tiče genetike, jaz nisem tak strokovnjak, vemo, da so neke genetske povezave z kakovostno adaptacijo in tako naprej, ampak zdaj natančnejše pa to je težko objektivno definirati. Kar se tiče pa treniranosti, je pa glede na raziskave prej obratno kot to, kar si ti rekel. To pomeni, da imajo tisti, ki so bolj trenirani, ponavadi več težav z višino, predvsem zaradi tega, ne zaradi tega, ker bi bilo to fiziološko, ampak zato, ker so bistveno bolj ambiciozni. Bistveno hitreje se premikajo, več napora, oni več nosijo in tako naprej. Prehiter grejo visok. Tako, mislim, da hočejo preveč. Tisti, ki so pa malo manj trenirani, pa ne, tudi če bi hoteli v bistvu niti na morju,
pa so malo bolj počasni, tako da vemo pa to, no, da recimo pri res vrhunskih vzdržljivostnih športnikih, recimo če njih mi testiramo na povečani nadmorski višini, bo njihova maksimalna športna sposobnost, ki jo mi definiramo recimo z maksimalnim prevzemom kisika, bistveno bolj prizadeta kot pri tistih, ki so manj trenirani. To pomeni recimo vrhunskemu se bo zmanjšal na 4000 metrih za recimo 25%, netreniranemu pa za 5%, ne? Kar je zelo pomembno z vidika recimo priprav vrhunskih športnikov na tekmovanja na povečanih nadmorskih višinah. Ena taka izkušnja se spomnim, ko smo šli prvič v Južno Ameriko, še dokaj neizkušeni, sploh z višino nad 5000 metrov. Pa majčkeno smo te koncepte prilagajanja na višino poznali, ampak to je šlo vse tako malo. Iz današnjega stališča smo bili kar naivni, da ne rečem še kaj drugega. Ampak recimo let kasneje, ko sem šel pa v Himalajo, je bil pa tam Andrej Štrenfelj in se spomnim, je rekel, tudi to, kar si ti že pravzaprav rekel, pa bi te prosil, da še malo pokomentiral. In sicer, ko smo prišli na določeno višino in so se začeli kazati znaki neke akutne višinske bolezni, se pravi, malo je začela glava boleti, jesti se ni dal, mogoče celo komu slabo, povišan puls, in smo pol nekako, pa gremo po šotor, pa bomo ležali. Pa smo se ulegli, in pravzaprav je telo se s tem umirilo. In je še manj kisika šlo v organizem in se spomnim, takrat je Andrej rekel, nič migati treba, oziroma pač pospešiti dihanje in bo na ta način več kisika prišlo v telo. Absolutno ne zdaj šprintati, ampak pač neka lažja aktivnost, in on je šel pol kopati okoli šotora in pač neka opravila, recimo na nekem višinskem taboru, ampak to, biti primer ali rahlo gibati. Ja, zdaj mislim, da vsekakor rahlo gibanje, neka nizkointenzivna aktivnost ni absolutno škodljiva. No. Zdaj, da bi prav bistveno pospešila to stvar, tudi ni toliko zelo vsaj nekih znanstvenih dokazov za to, ampak zdi se mi zelo pomembno pač to določen čas pač traja. Na vsaki višini vemo, nekaj časa je pač temu treba nekako posvetiti. Zdaj gre bolj za to, da nekako zmanjšamo to neprijetnost v tem obdobju. Zelo pomembno je pa zdaj, in tudi zdaj, kot vidimo, tudi v Himalaji se vedno bolj prijema pa ta koncept predaklimatizacije, kjer v bistvu ljudje predno grejo na odpravo, uporabijo različne metode, kot so tudi višinske sobe in tako naprej, da se predaklimatizirajo na to, da pridejo tja. In to dejansko funkcionira in tudi komercialne, recimo agencije, to zelo veliko uporabljajo in tukaj pa z fiziološkega ali pa znanstvenega vidika je treba reči, da je to sigurno smiselno. Nič se pa ne aklimatiziraš seveda ti situacijsko, kar je tudi zelo pomembno na terenu. Ja, čeprav to je ironija, da ljudje, ki gre na komercialne odprave, si to lahko prvošijo. Večina alpinistov, resnih, ki gre pa plezati pred odpravo, enostavno nima časa, ki je toliko za postoriti, da bi šli še v grdo reku ležati v višinsko sobo. Veš kaj bi še, ker so pa zdaj že toliko zajadrali tole višino. Slovencem, na primer, je zelo drag vzpon na Grossglockner. To je že 3700 in še nekaj metrov, si že omenil in vemo, tam že višina lahko potrka. Kako bi mogoče recimo bila neka ustrezna pot nekoga, ki si želi, recimo, ki še nima nekih predhodnih izkušenj z višino, pa bi šel vsaj na vrh blizu 4000 metrov, ali pa če greva še naprej potem v centralne Alpe, v Švico, Italijo, Francijo, kjer so pa 4000-čaki, vse do Mont Blana, skoraj že blizu 5000, kako se pripraviti na te vrhove, da ni, bom grdo rekel, tiste ustaljene slovenske prakse, vožnja direkt na bajto, pa na vrh in pol ekipe scaga zaradi višine. Kako bi recimo ti rekel, da bi bil nekje za 4000 ali pa celo več nek ustrezen ali pa optimalen v povprečju princip, da se tega lotimo? Ja, zdaj v življenju je za veliko stvari dober princip, manj je več, ampak v tem primeru je pa več neke predaklimatizacije kot manj.
V grobem gre za to, da v Alpah recimo gre predvsem za to, da se zmanjša ta možnost res močne akutne višinske bolezni in s tem ne vzpona na vrh. No. In jaz mislim, da v grobem tako, recimo, če gledamo nekdo, ki je aktiven v slovenskih gorah, pa se vzpenja lepo na Triglav, na te naše 2600 metrov, pa lepo je kondicijsko ustrezno pripravljen, večina teh ljudi pri nekem dvodnevnem vzponu na Großglockner, ki je 3800 metrov visok hrib, ne bo imela posebnih težav. Ne. Tako da za Großglockner se mi ne zdi to zelo problematično, ker tudi tle je težko, mislim, da je prvi dan, recimo, če se gre na kočo, če smo prej približno se gibljamo tam 2500-2800 metrih, ne bo posebnih težav. No. Druga zgodba je pa res, tako kot si že omenil, nekje nad 4000 metri, kjer so pa tudi vzponi malo daljši, malo dalj traja in tako naprej, se pa te stvari že malo pojavljajo in tukaj je pač moj, predlog ali pa ideja od zadnje je ta, da če recimo ciljamo na, ker je Mont Blanc tudi neka taka jasno ciljana gora, recimo za vzpon na Mont Blanc je idealno nek protokol ta, da se recimo na poti vzpne prej na nek nižji 4000, recimo bolj enostavno dosegljiv, kot recimo Gran Paradiso ali pa kaj takega, se gre gor, se spočije dol, potem pa se gre na hrib. Zdaj, kako imamo spet dve strategiji, ena je, da recimo se probamo aklimatizirati, tudi predaklimatizirati višinske sobe in tako naprej, ampak kot smo že rekli, to je logistično dosti težko. Tle se mi zdi pa predvsem smiselno, da prej preživimo nekaj časa na neki višini. Recimo nekdo, ki hoče iti na Mont Blanc, mogoče je pa pameten, da gre prej na recimo Veliki Klek ali pa recimo na Hochhalmspitze ali pa na kakšen tak vrh, da je malo višji. Torej ideja je v grobem, da čim več časa v predhodnem obdobju preživimo na povečani nadmorski višini, ker to res stimulira polno enih procesov, ki nam olajšajo bivanje na višini. No in tukaj se mogoče spet lahko naveževa, veliko ljudi gre tudi na Mont Blanc, se pripeljejo pa grejo gor, spat na kočo pa gor in tle se tudi izkaže, da več ljudi ima težave, ki so bolj trenirani, kot ki so manj trenirani, ker te ljudje spet malo hitreje hodijo, tudi če jim ti rečeš, pojmo bolj počasi in tako naprej, ne hiteti, so bolj ambiciozni in potem jih hitro nekako to pripelje do težav. Je pa zelo zanimivo tudi to, no, recimo sploh na Mont Blancu se to pogosto opazi, da nekje na neki višini tam nad 4200-4300 se začnejo te težave, pa se ljudje lahko že zelo slabo počutijo, ne, ali zdaj ali se obrnemo ali nadaljuje, to je odvisno, ampak potem, ko se pa spustimo dol pod to točko, pa v bistvu zacvetijo. Ne. Dejansko tako vidiš, da ljudje, kada bi pač se vrnili v polno oksigenacijo, temu mi pravimo. No. O tem bi mogoče še kasneje kakšen stavek, ampak bi mogoče še izpostavil to tudi, ne, da je pravzaprav višina oziroma soočanje z bivanjem na višini, ne, kar za nas hribolazce pomeni, da gremo pač v gore, ki so na višji nadmorski višini, pomemben to, da pravzaprav vsak posameznik sam sebe preizkusi pravzaprav, kako višina nanj vpliva. Ne. In to je ena stvar, druga stvar je pa mogoče bi še povedal to, oziroma bi te vprašal to, ne, ko se pa začnejo kazati neki simptomi akutne višinske bolezni, pa pade tudi neka koncentracija in storilnost in, če bom rekel, performance je to grda beseda, ampak skratka slabše odločitve sprejemamo, ne, kar pa v gorah pomeni, da stvar lahko postane nevarna. In to je pa pol moment, ko pa pride še neka ambicija zraven, ne, in se že glava boli in pa smo 200 metrov pod vrh Mont Blanca in bi še kar šli, ne, tem smo pa lahko neprevidni. A so kakšne raziskave tudi, ali pa je kaj bolj dokončnega iz tega stališča, ko se začnejo že kazati neki simptomi višinske bolezni, kako to vpliva na delovanje možganov ali pa na fiziološke procese, sicer v smislu gibalnih sposobnosti, nekih fizikalnih zmožnosti, ki jih sicer v dolini imamo. Ja, no, to je zelo jasno je pokazano, da recimo tlej najbolj tak klasičen primer je kognitivne sposobnosti, ne, kjer v bistvu povečana nadmorska višina močno oslabi
Tam nekje do 3000 metrov sicer se ne kaže, da bi bilo bistveno slabš, više gor se pa sigurno bistveno poslabša, tako da z vidika nekega gibanja v zahtevnejšem terenu, tehnično zahtevnejšem terenu, je to lahko zelo resen problem. Ne? Tako da tisti, ki ima namen resno plezati ali pa tehnično, tisti, kar je za njega tehnično zahtevno gibanje, je sigurno fino, da je čim bolj dobro aklimatiziran, tako da tle se poveže polno enih parametrov, ne, odvisen kakšen je teren in tako naprej, možnosti umika in tako dalje. Ampak kot sem rekel, no, jaz mislim, da za evropske Alpe v grobo malo predhodne višinske aklimatizacije bo preprečil neprijetno počutje in tako naprej. Večini primerov zelo redko se zgodi, da se dogajajo neki taki resni zapleti, kot so višinski možganski ali pa pljučni edemi tle v evropskih Alpah. Ne. Za razliko od višjih gora, ne, kot so Himalaje in tako naprej, tam je pa treba biti pa bistveno bolj pozoren, ne, ker tam pa so lahko zapleti taki, da niso enostavno rešljivi, ne, ker tle, če se mi na vrh, pač malo pod vrh Mont Blana obrnemo, pač dobro, smo se obrnali, ampak nadaljujemo drugič, ne, v Himalaji pa to lahko bistveno bolj zapleteno. Mogoče bi lahko pa poudarila še to, da pravzaprav, če se začenjajo pojavljati simptomi, ne, višinske bolezni, da je sestop tisti, ki pravzaprav to zelo hitro lahko odplakne. Ne? To pa ne dvoma. Zato upamo, da je sestop možen, ne, tako ponavadi je možen, tako da vsekakor takrat, ko mi pač te simptome, sploh če so močno izraženi, je ideja, ali gremo nižji, ali pa če smo na daljši odpravi, ne, pač malo počakamo na isti višini, pa potem gremo tako naprej. Je pa torej to tudi višina en izmed segmentov priprave na turo, ne? Če se že podajamo nekam v višje gore, da znamo to tudi ukomponirati v sistem odločanja in potem pač imeti tudi rezervne plane in možnosti pobega, če se zakomplicira, zlasti, če je to še večja skupina. Veš kaj, sem še hotel vprašati in sicer večkrat se zataknemo v pogovoru, pa so zelo različni pogledi in ideje, koliko časa pa zdaj ta naša aklimatiziranost, recimo na določeno nadmorsko višino, če smo šli pač na 4000, pa gremo pa malo na morje za 14 dni, pa šli zdaj še na enega, ki je bilo prej toliko fajn, koliko časa pa zdaj ta adaptacija drži? Ja. Ko je na ravni, pa smo še hočemo biti malo strokovni, pa se začnemo pogovarjati o rdečih krničkah, torej v krvi, in potem so to zelo gostilniške strokovnosti in kako je s tem? Ja, to je zelo zanimivo vprašanje in s tem recimo se zelo veliko ljudi ukvarja. Med drugim en zelo praktičen primer so trenerji vrhunskih športnikov, ker vemo, da recimo zdaj sploh kolesarjenje je zelo popularno, in vrhunske kolesarske ekipe vedno predaklimatizirajo oziroma uporabljajo višinski trening za te kolesarje, zato da izboljšajo njihovo športno sposobnost. In njih zelo natančno zanima, koliko prej morajo to izvajati, da to traja. No, odgovor ni čist enostaven, tako kot ponavadi, ampak v grobem velja, da nekje za obdobje, ko se mi aklimatiziramo, toliko časa bo tudi potem držalo. To bi bilo pravilo palca. Ampak je pa tako, da vemo recimo z vidika rdečih krvnih teles, zelo dobro vemo, da tudi če se dolg časa aklimatiziramo, pa se bistveno poveča njihova količina in s tem sposobnost prenosa kisika in športna sposobnost, vzdržljivostna predvsem. Nekje po 21 dneh, po 3 tednih je skoraj sigurno v povprečju pri vseh se vrednosti povrnejo na normalno vrednost. To pomeni tam nekje do 14 dni bi bil jaz relativno samozavesten, da bi rekel, to še deluje, potem pa niti ne tako zelo. Je pa pri tem zelo pomembno poudariti to, da so pa študije, ki so jih delali v tem raziskovalnem inštitutu ameriške vojske, oni zelo veliko delajo na višini, imajo tam en Pikes Peak, kjer delajo te študije na 4200 metrih, so pa pokazali, da kakršnakoli izpostavitev znotraj recimo predhodnih 6 mesecev, kolikokrat si ti bil, ti potem pomaga kasneje. Tudi če si recimo 4 mesece nazaj bil na 6000 metrov ali pa 4000 metrov, boš malo boljš kasneje se adaptiral kot nekdo, ki nikoli ni bil. Tako da tle jaz imam res nasvet moj, da kadar vemo, da bomo imeli opravka z višino, probamo čim bolj
povečati izpostavljenost tej višini med našo dnevno aktivnostjo. To pomeni, da pač probamo hoditi malo više gore ali pa gremo že v Dolomite, pa smo na 3000 metrih in vse to bo v bistvu nam na končni fazi bistveno olajšalo prenašanje te višine na samem. Ker konec koncev biti adaptiran na višino, če smo prej omenila težave, ki se lahko potem pojavijo, od višinske bolezni, pa tudi potem naših kognitivnih, pa sicer fizičnih sposobnosti, na koncu je tudi pomembno, da se imamo fajn, ko gremo v hribe. Ker če nas bo glava bolela in bomo komi dihali in nam bo slabo, bomo zelo težko funkcionirali tam gor in tisti nek užitek, ki bi recimo ga sicer lahko imeli ob hoji na plezanju ali kakorkoli v višjih alpskih vrhovih, bo s tem pač šla nekam dol na minimum. Mislim, brez dvoma. Tle, mogoče samo še to, za zaključek te teme. V bistvu mi zelo dobro vemo, da kadar smo mi izpostavljeni povečani nadmorski višini, je fino prej biti že prej izpostavljen, sploh če gremo še više. Te raziskave, oziroma praksa, ki jo delajo recimo kolesarji, nam zelo dobro pokaže, da ker če vrhunske kolesarske ekipe delajo višinski trening, to vemo, da odbalka ne deluje. To je praksa pokaže, da je to tako. No in oni uporabljajo višinsko klimatizacijo zato, da izboljšajo športno sposobnost na nižini. In če nam to oni uporabljajo zato, je jasno, da ni treba biti lih brainiac, da bomo uporabljali predaklimatizacijo takrat, kadar gremo pa na višino, kjer se to še bistveno bolj manifestira. Se pa pol tako, še mogoče tak mal hecen vložek, recimo, ko grem jaz v Alpe, francoske za nekaj časa, pa pridem domov, pol še lep čas, čutim pri sebi, da imam mačken en obdobje ali regeneracija ima boljša, mačken bolj sem zmogljiv, konkretno se mi to pozna, če grem trenirati, recimo na umetno steno, lahko mačken bolj zategnem kaj. In tako, tudi to je en tak dober stranski učinek gibanja na višini. Dobro, dajva midva jeti pa še mačken naprej in sicer s tvojim, bom rekel, znanstvenim udejstvovanjem, ki si ga tudi zdaj kar dobro opisal, si pa pol prišel nazaj na fakulteto za šport. In tam si še zdaj. Daj nam malo še razloži. Tako, kot sem prej omenil, leta 2017 sem jaz v bistvu se prijavil na razpis za visokošolskega učitelja, takrat se je profesor Stojan Burnik, tudi sam alpinist in himalajec, upokojil in sem nekako prevzel predmet planinstvo. V okviru fakultete za šport pa seveda izvajamo tudi različne druge predmete na tem področju, s čimer hočemo nekako zagotoviti vsem našim študentom oziroma predvsem študentom športne vzgoje neko osnovno izobrazbo na področju planinstva, zato da lahko oni izvajajo te dejavnosti v okviru šolskega športa. Kaj pa to pravzaprav pomeni? Kaj pravzaprav počnete na DIF-u glede planinstva? Kakšen je ta nek tako generalno nek predmetnik, to me zelo zanima. Skratka, na fakulteti mi izobražujemo 3 glavne profile. Eno so športni pedagogi, torej na športni vzgoji, potem imamo športne trenerje in pa kineziologe. Z vidika dejavnosti, ki jih nekako pokriva tudi Planinska zveza oziroma krovna organizacija, imamo na fakulteti mislim, da 3 glavne predmete. En je planinstvo, kjer jih v bistvu mi usposobimo za izvajanje osnovnih relativno lahkih planinskih izletov, kot sem že prej rekel, v okviru šolskega športa. Potem imamo predmet na magistrskem študiju turno smučanje, kjer jih v bistvu seznanimo z zimskim vidikom planinstva in pa z dejavnostjo turnega smučanja, in pa potem imamo še predmet aktivnosti v naravi, ki ga izvaja kolega dr. Rep, kjer pa v bistvu jih pa seznanimo še z različnimi drugimi dejavnostmi v naravi, ampak tudi športnim plezanjem, ki je v bistvu zelo pomemben, zdaj pa zelo popularen vidik, in glede na to, da ima velika večina športnih dvoran oziroma telovadnic po šolah tudi športno plezalno steno, tudi z tega vidika dobijo neka osnovna znanja. Si pa seveda na fakulteti tudi želimo, glede na popularnost športnega plezanja in tako naprej, da bi se nekako zdaj zoblikoval samostojen predmet športno plezanje, kjer bi mi dejansko bolj kakovostno usposobili športne pedagoge za izvajanje te dejavnosti. Super, naj vam uspe.
Kako pa so te predmeti tako generalno sprejeti med študenti, če primerjaš z ostalimi športi, ki jih pač imate skozi vsa ta leta izobraževanja na fakulteti? Kako je to, koliko imajo študenti radi? Ja, zdaj to je bolj vprašanje verjetno za študente. Ne? Jaz sem kakšen je tvoj malo biased. Jaz bi rekel, da tako, v grobem so študentje, čim so vključene neke aktivnosti v naravi, imajo v bistvu te stvari zelo radi. No. Tudi ni naš namen, da zdaj smo preveč strogi z tega vidika, da nekako poskušamo približati te dejavnosti študentom, ker vsaj moj pogled na zadevo je tako, da če bomo mi študente nekako uspeli navdušiti za te dejavnosti, pa bo njim v redu, je tu zelo velika verjetnost, da bodo te stvari oni potem predajali v okviru šolskega športa, kar je na koncev cilj fakultete za šport, da jih vsaj te profile športnih pedagogov za to usposobi. No. Tako da se mi zdi, da imajo te stvari kar radi, no. In so že same po sebi te dejavnosti v naravi nasploh ne. Pa tudi recimo imamo znotraj naše katedre imamo poleg planinstva še smučanje, nordijsko, alpsko in pa športno rekreacijo in te stvari imajo študentje generalno zelo radi. Ne. Odzuni so, malo taborimo v planinskih kočah, spimo in tako naprej. So malo drugače kot neko ex-katedra predavanja in tako malo manj teorije. No. Še eno tako vprašanje, kako pa izgledajo po neki izpiti recimo? Ja, zdaj vprašanje na mestu. V bistvu pri planinstvu pa pri tem imamo večinoma tako, da imamo teoretični izpit iz teh teoretičnih vsebin, potem praktično pa nimamo direktno nekega izpita, mogoče samo kakšne kolokvije, da kaj upravijo pri recimo športnem plezanju, da znajo vse te tehnične vidike, pri recimo kajak izvajamo tudi na taborjenju v Tolminu, kjer pokažejo neke elemente, da znajo in tako naprej. No. Poskušamo biti ne preveč formalistični tam, kjer to ni potrebno. Ja, super. Tako, človek kar to študirati, pa se pa upisal tam še dodatno uram planinstva. Si pa tudi aktiven znotraj Planinske zveze Slovenije in sicer si član odbora za usposabljanje in preventivo. A drži? To drži. To je relativno kar pomemben organ znotraj Planinske zveze in sem vesel, no, da sem član tega. Trenutno je predsednik Matej Planko in v okviru tega nekako malo prediskutiramo glavne smeri, v katere se neki izobraževanje profilov znotraj Planinske zveze nekako usmerja in mislim, da nam zaenkrat gre kar dobro. No. Je pa res, da je seveda ta zdaj že star zakon o športu je povzročil kar nekaj nemira tudi v planinskih vrstah. Ni idealen, sploh se mi zdi z vidika planinske dejavnosti, ni pisan za planinstvo samo po sebi, no, ampak se je zdaj zelo lepo prilagodili in tudi vsi programi, ki jih Planinska zveza znotraj različnih komisij seveda izvaja, so se zdaj ustrezno počasi prilagodili, tako da mi je všeč, sem vesel, no, da sem lahko član in da nekako mogoče je neka vez vzpostavljena med Univerzo v Ljubljani oziroma fakulteto in Planinsko zvezo. To se mi zdi posebej pomembno, no, da to nekako ohranjamo med prakso pa povezavo s panožno zvezo. No. Ker morava pa tudi omeniti tvoje velike vloge pri Združenju gorskih vodnikov Slovenije, ne? In sicer si predsednik tehnične komisije. Daj nam mačkam razlož, da si bomo lahko predstavljali, kaj pa tam počneš. Ja, zdaj tako kot sva že prej omenila, sem leta 2008 mislim, da končal izobraževanje za gorskega vodnika in tudi v združenju imamo veliko srečo, no, da so naši predhodniki uspeli doseči to, da so slovenski gorski vodniki člani te mednarodne organizacije gorskih vodnikov, kar nam nekako daje to licenco, da izvajamo profesionalno dejavnost po celem svetu. No, to se mi zdi res pomembno poudariti doprinos prejšnjih članov in vodstva in tako naprej. Moja trenutna vloga na združenju je pa, da sem vodja izobraževanja, torej mi nekako, za kar jaz skrbim, je za to, da v bistvu kakovostno in čim bolj smiselno izobražujemo nove kandidate in upamo, da tudi kandidatke za gorske vodnike. Delujemo pa v okviru upravnega odbora združenja, no, in zelo lepo tudi sodelujemo s predsednikom Petrom Jeromlom in tako naprej. Mislim, da smo glede na kapacitete, ki jih imamo, pa možnosti trenutno zelo lepo delujemo. Mi je pa zelo posebej všeč tudi to, da se kar nekaj mladih
dobrih alpinistov odloča za to izobraževanje in to je tisto, kar daje, mislim, da meni tudi veselje pri tem delu. No. Ker vsem se kaže danes pri vsem obisku slovenskih gora, pa tudi ostalih gora nasploh, ne, da pravzaprav je potreba po gorskih vodnikih kar velika. In tukaj pa sam veš tudi, ne, dobro, in mačkam se bo tega dotaknila, imamo po Sloveniji pravzaprav kar nekaj težav, če lahko temu tako rečem, ker se pa vodenja v gorah loteva kar nekaj posameznikov, ki pa pravzaprav niso usposobljeni za vodenje. A lahko najprej tako generalno mačkam tvoj vidik tega početja teh posameznikov, ne? Ker na koncu je predvsem velika težava v tem, ker ljudje, ki niso povsem usposobljeni za določeno aktivnost, pravzaprav vodenje spravljajo v nevarnost. Ker če nekdo ni usposobljen za določeno aktivnost, sploh v nekih resnejših gorah, ne, v neki vertikali, ne, vsi vemo to, da je lahko to nevarno. Mogoče za začetek ena taka generalna misel, kako vidiš ti to področje pravzaprav komercialnega vodništva, ne, ki je morda se izkazuje po mojem laičnem videnju, da ni povsem urejeno v Sloveniji. Ja, torej to je zelo bi rekel, pomemben problem, ki ga nekako moramo nasloviti. Zdaj najlažje je verjetno to nasloviti z neko zakonodajo ustrezno. Ne. Če pogledamo zgodovinsko, ni to zelo presenetljivo, da se take anomalije pač dogajajo, zato ker v Sloveniji je bilo komercialni vidik vodenja včasih ni bil prav zelo dobro urejen in to se seveda počasi šele zdaj malo nekako izboljšuje. Če na to situacijo malo generalno pogledamo z vidika nekega uporabnika, to so posamezniki, ki bi najeli gorskega vodnika, so to Slovenci ali tujci, za njih je zelo težko v bistvu razločiti, zdaj, kdo je kvalificiran vodnik, kdo ima vse tako. Dejansko je, če se postaviš v njihovo vlogo, to težko prepoznati. No. Čeprav na drugi strani pa trenutno zakonodaja in tako naprej, ki ureja to področje, je pa zelo jasna. Marsikdaj se govori, da je to nekaj megleno, pa ne vemo, kdaj lahko kdo počne, pa kaj lahko kdo, ampak jaz mislim, da je z tega področja celotna zakonodaja zelo jasna in se ve, kaj lahko kdo počne. Problem pa res nastane pogosto pri tem, mogoče pri preambicioznosti posameznikov, ki ali brez kakršne koli ustrezne izobrazbe izvajajo vodenje, to je en problem. Drugo je pa, da imajo neko izobrazbo, pa potem presegajo svoje kompetence in svoje znanja. In jaz osebno si ne predstavljam čisto točno motivacijo za tem, no, ker tudi nekdo, ki izvaja to dejavnost, je seveda temu izpostavljen tako odgovornostno kot tako naprej in je pač to se treba nekako zavedati. Vsekakor je pa nehote so pa tle izpostavljeni pač vodeni oziroma te gostje in tukaj ne, to pa je ta varnostni vidik, pa je neko vodilo, ki vodi tudi ministrstvo, s katerim kakovostno sodelujemo in tako naprej na tem področju, da se te zadeve malo dodatno uredijo. Ker verjetno se bo, glede na to, da je pravzaprav se obisk gora v Sloveniji dejansko povečal v zadnjih letih. Ne. Veliko je govora o tem, kako je koronsko obdobje to neko ta način udejstvovanja še porinilo še v neke višje sfere. Ne. Po drugi strani se pa tudi spreminjajo neki vzorci, kako se ljudje generalno lotevamo. Ne. Gora, več je samohodcev, več je ljudi, ki niso šli skozi neke klasične procese usposabljanja, ne, torej ali preko možnosti, ki jih Planinska zveza Slovenije ponuja, ali različni drugi klubi, ki tudi, oziroma prek različnih klubov, ki organizirajo določene aktivnosti, ali torej ljudje, ki ne najemajo gorskih vodnikov in skratka sami hodijo v gore. Ne. In verjetno bo lepega dne mogla država tudi prepoznati te spremembe in te situacije in tudi nekaj na tem segmentu narediti. Ne, nekaj si že omenil prej, spremembo zakonodaje. Mogoče bi se pa vsem uživela
recimo pa zdaj v enega posameznika, pustva mogoče tujce, ki prihajajo v Slovenijo, ampak recimo neka Slovenka ali pa Slovenc, recimo tam srednjih let, zdaj bi pa jaz šel, že mogoče malo hod v gore, je mogoče že šel recimo na Grintavc, pa mogoče celo na Triglav, že sam, torej ima neko to klasično osnovno začetno usposobljenost za planinstvo, zdaj potem se pa nekdo odloči, zdaj pa jaz šel recimo pozim na Triglav. In pol, to je pa mačkam pretežko, zdaj pa jaz nekoga najel. In potem gre na splet in splet pa vrže ven, ni da ni kaj. In tako, kot si rekel, ta posameznik ne zna ločiti med različnimi profili usposobljenosti na tem področju. Kako naj si tak posameznik pravzaprav najde ustreznega vodnika oziroma vodnico? Ja, zdaj v grobem jaz mislim, da ima dve osnovni opciji. Ena je, da se preko ustreznega planinskega društva ali pa tako naprej vključi v neke dejavnosti, kot so alpinistične šole in tako naprej, in te stvari pač pelje preko tega. Druga možnost je pa, ki trenutno v bistvu z vidika zakonodaje edina logična, je pa, da najame gorskega vodnika, ker gorski vodniki so v skladu z zakonom o gorskih vodnikih in tudi v skladu z zakonom o športu, pač edini, ki lahko v slovenskem prostoru vodijo zahtevne alpinistične ture oziroma alpinistične vzpone. Tako da to je najbolj sigurna rešitev. Ker moramo dodati oziroma jasno povedati, da vzpon pozim, ko je veliko snega in so jeklenice, klini pod snegom, torej vzpon na Triglav v takem primeru je pravzaprav resna alpinistična tura. Nedvomno. Kakršnokoli drugačno dojemanje tega je v bistvu lahkomiselnost, podcenjevanje ali kaj drugega, bi verjetno lahko rekla. Ampak vseeno pa v Sloveniji zdaj podobne ture, če se ne bova zgolj Triglava držala, pa vodi tudi kdo drug kot gorski vodnik. Pa bi mogoče se dotaknila, recimo alpinistični inštruktor ali pa alpinist lahko komercialno nekoga pele recimo pozim na Triglav ali pa na neko drugo recimo zimsko turo, če to ni v okviru neke alpinistične šole znotraj nekega društva. Torej, govoriva zdaj v kontekstu komercialnega vodništva. Tako, če govorijo o konceptu komercialnega vodništva, ne sme. Zato, ker prvič alpinistični inštruktor ni vodnik, če imamo že alpinistični inštruktorji, sicer on lahko izvaja pouk iz alpinistike, to pomeni to, ampak vodenje na Triglav nekega začetnika ni pouk alpinistike. Pouk alpinistike vemo, kakšna ima postopnost in tako naprej. Tako da v bistvu z vidika tega to ni sprejemljivo. Je pa dejstvo, da se marsikatero tako vodenje pač zapakira v nek kvazi tečaj, ki v bistvu pač je nekako v skladu z zakonodajo, čeprav treba se zavedati, da pač te kompetence, ki jih pridobimo recimo znotraj Planinske zveze Slovenije in tako naprej, so seveda navzgor omejene od težavnosti in tako naprej. In čim prehajamo, mogoče je najbolj enostavna ilustracija to, čim prehajamo na neko vodenje z vrvjo, pač tam v bistvu, ko enkrat vodimo z vrvjo, recimo na kratke vrvi in tako naprej, za neke začetnike je komercialno vodenje dovoljeno sam gorskim vodnikom. Ja, tudi ti si gorski reševalec. Kaj pa gorski reševalci? A lahko pravzaprav vodijo komercialno? Ja, zdaj to je jasno, da gorski reševalci, tlej treba vedno pogledati z vidika, k čemu je namenjeno usposabljanje teh ljudi. In gorska reševalna služba ima zelo lepo napisan, da so primarno namenjeni reševanju in pa seveda preventivi, izvajanju izobraževalnih akcij in tako naprej. Nikakor pa samo izobraževanje gorskih reševalcev ni namenjeno vodenju ljudi v gore. In to je treba ločati in mislim, da to se vsi lepo tudi teh stvari zavedamo. Se pa seveda spet dogaja, da posamezniki, ki nimajo ustreznih pač licenc, se polotujejo vodenja, spremstva in tako naprej, ampak to z vidika zakonodaje je to zelo tako delikatno početje.
To je mačken, se mi zdi, da se včasih ta neka sivina ali pa pomankanje nadzora ali pa celo pomankanje neke pravne podlage zdaj uporablja za pač to, kar v praksi doživljamo. Kako je pa pol s planinskimi vodniki Planinske zveze Slovenije? Kako pa lahko oni se lotevajo komercialnega vodništva in kakšne so potem pristojnosti planinskih vodnikov? Tako, no, tukaj je pa seveda, oni so pa dejansko usposobljeni za vodenje, kar je zelo pomembno poudariti. Sicer je primarni namen Planinske zveze Slovenije in njenega izobraževalnega sistema je izobraževati vodnike za delo znotraj planinskih društev. In pa Zakon o športu vsem strokovnim delavcem na področju Slovenije, tako kot v drugih športnih disciplinah, seveda omogoča, da to dejavnost tudi komercialno opravljajo. In v primeru, da ima planinski vodnik veljavno licenco, organizirano neko poslovno obliko, lahko on to dejavnost izvaja komercialno, seveda v skladu z svojimi kompetencami in znanji, ki jih je imel v okviru njegove licence. In v grobem nekako velja, da tudi v skladu z zakonom o gorskih vodnikih, da seveda vodniki lahko na lahkih in zahtevnih planinskih poteh, planinskih turah te stvari izvajajo, seveda pa v skladu z ustreznimi strokovnimi postopki, to pomeni toliko gostov lahko peljejo tja in tako naprej. Imamo pa še tako imenovane, pa boš ti me dopolnil, vodnike, pohodne vodnike, ki pa tudi delujejo po mednarodni platformi UIMLA. Kakšni so pa zdaj to vodniki? Ja, to je drugače. UIMLA je zelo super vzpostavljena mednarodna platforma, tako kot Mednarodno združenje gorskih vodnikov, imajo tudi Mednarodno združenje v bistvu pohodnih vodnikov in oni imajo svojo platformo, znotraj katere izobražujejo po različnih državah posameznike in v bistvu oni imajo vso vodenje v gorskem svetu do tam, kjer v bistvu pride do nekega tehničnega plezanja, uporabe vrvi, samovarovalnih kompletov in tako naprej, brez turnega smučanja. In tukaj je veliko seveda vlogo odigral Klemen Volontar, da je to nekako pripeljal to licenco v Slovenijo. Problem trenutni je pa ta, da ta licenca oziroma platforma nima neke pravne podlage v Republiki Sloveniji, tako da je velja tle neka pravna praznina, ni čist jasen. To smo že takrat nekako združenje malo izpostavili, da bi bilo fino preurediti pravni položaj, predno se nekako izobražuje te profile na našem področju, tako da je trenutno zeva neka pravna praznina z tega vidika. No, jaz mislim, da je najbolj enostavna rešitev tega problema v bistvu postopek prepoznavanja usposobljenosti preko Planinske zveze Slovenije, kjer bi tem profilom v bistvu omogočil pravno in legalno dejavnost kot strokovni delavci v športu. A obstajajo sicer v Sloveniji še kakšne druge oblike usposabljanja vodnikov, kakršnih koli, oziroma obstajajo še kakšni drugi vodniki, ki lahko določene oblike planinstva, plezanja, pač udejstvovanja v gorah izvajajo? Recimo, zanima me, če slučajno poznaš, kako je pa z smučarskimi vodniki, pa turno smučanje, pa tako imenovane off-piste smučanje oziroma smučanje izven urejenih prog. Kako pa je s tem? Ja, zdaj, kar se tiče drugih formalnih izobraževanj, jih v grobem ni, ne. Vse, kar se formalno izobražuje in kar profili lahko delajo preko Zakona o športu, se izobražujejo prek panožne zveze, torej Planinske zveze Slovenije. Je pa res, da recimo Smučarska zveza Slovenije do določene mere posega v ta planinski del z profilom v bistvu smučarski učitelj izven urejenih smučišč oziroma voditelj smučanja izven urejenih smučišč, kjer pa je mal nekak poseg na to naše področje. Jaz iskreno moram reči, da nimam natančnih podatkov o tem, koliko se ta dejavnost izvaja in tako naprej, ampak praviloma je to samo pač profil, ki se ga izobražuje zato, da se na normalnih smučiščih potem lahko omogoča tudi smučanje izven tega. Seveda pa tle tudi je nekako malo konduktivno k temu, da ljudje pa začnejo to malo licenco izkoriščati, ampak mislim, da kakor jaz vidim, teh problemov trenutno ni tako zelo veliko.
Lej, če se zdaj spet mačkeno uživiva v vlogo nekoga, ki tam po spletu brska, ne, pa bi si najdel rad ustrezno vodnico ali pa ustreznega vodnika, in zdaj sva predstavila en kup enih usposobljenih kadrov na področju udejstvovanja v gorah, ne, da ne rečem direkt vodništva. Pa bodva mačkeno še bolj konkretna. Rekla sva, pozimi na Triglav pravzaprav razen gorskega vodnika ne sme voditi nihče. Ne, to si že omenil. Kako je pa sicer z vsemi temi kadri, ki si jih omenil, in vodenja, ko gremo izven meja Slovenije? Kdo lahko vodi od vseh omenjenih različnih profilov vodnikov, bom rekel, v tujini? Ne, pač v Evropi je jasno to na področju Alp v ostalih državah. Ja, zdaj, kar se tiče formalno, je tako, da se v bistvu te strokovni delavci v športu, ki so prepoznani v eni državi, se prepoznavajo tudi preko Evropske unije. To pomeni, da če oni izvajajo pravno ustrezno dejavnost, jo lahko izvajajo tudi v drugih deželah Evropske unije, seveda v skladu z njihovimi zakoni, zakonodajo in tako naprej, ne, in z njihovimi pravili. Tako da, če imamo mi urejeno to stvar tako, potem načeloma ni težav, tudi če smo v drugi deželi EU, zunaj EU pa seveda nič od tega, ne, kar se tiče nas, ne velja. Edina razlika je, da sta profila IFMG, torej gorski vodniki, in pa UIMLA so tudi prepoznani prek meja Evropske unije, tako da ti ta licenca daje pravno, formalno možnost, da vodenje legalno upravljaš tudi tam, no. Seveda je pa pač zelo pomembno pri tem poudariti, da to se bo tisti, ki dejavnosti ne izvajajo v skladu z nekak pravili ali pa zakonodajo, jaz bi bil zelo previden, no, ker v tujini so na to zelo občutljivi, no, in to se lahko tam konča z raznimi pravnimi postopki, no, ki si jih noben seveda ne želi. Torej, to pomeni, recimo, če si zdaj ta posameznik želi spomladi, marca, aprila iti, ne vem, na turno smuko, ne vem, italijanske Dolomite ali pa nekam na Tirolsko v Avstrijo ali pa še bolj zahodno, in alpinistični inštruktor organizira nek izlet v tiste kraje, ali ta alpinistični inštruktor sploh lahko to počne legalno ali ne? Ja, zdaj to je, ni tako enostavno vprašanje. Ali pa tudi gorski reševalc, ali pa... No, vsekakor je treba tukaj ločiti. Zdaj, gorski reševalci dejansko, oni niso profil, ki so usposobljeni za vodenje, niti za usposabljanje na področju gorništva. Tako da gorski reševalci v tem primeru absolutno odpadejo. Zdaj, alpinistični inštruktori pa sami po sebi, in jim tudi njihov strokovni naziv to omogoča, izvajajo pouk iz alpinistike. In če je to pač pouk nekega turnega smučanja v tujini, pravno, formalno mislim, da je težko temu nekako kontrirati, v primeru, da upoštevajo seveda lokalne zakone in tako naprej. No. Ampak se mi pa zdi, da realnost določenih alpinističnih inštruktorjev, ki take izlete organizirajo, pa pravzaprav ne izvajajo alpinistične šole. Ne. Saj to vem, da ti ne boš mogel zdaj zares komentirati, ampak tako... Ne, zares pa kar dobro vemo, da temu pač žal ni tako, in spet izrabljajo mogoče mačken tole sivino in meglenost pri nekem celostnem upravljanju te dejavnosti, pač to počnejo. Kaj bi še mogoče rekla torej zdaj nekemu posamezniku, ki išče na spletni strani ustreznega vodnika? Kaj naj bo torej pozoren pri izboru vodnice, vodnika? Ja, jaz mislim, da je relativno, kot že sem prej omenil, dosta enostavno. Lahko se odloči za dve vrsti, torej eno preko planinskega društva, pa tam te stvari nekako počne. Moj predlog bi bil za neke resnejše dejavnosti v gorah, plezanje, zahtevnejše smučanje, ledeniške gore in tako naprej, pa vsekakor, da se obrne na gorskega vodnika in se pač z njim dogovori. Lahko se obrne seveda na spletno stran združenja www.zgvs.si, si pogleda ponudbo in tako naprej.
Seveda je pa na koncu odločitev vsakega posameznika, kaj bo pač storil. Mi lahko sistemsko seveda ponudimo, gorski vodniki nudijo čim višji nivo varnosti pri tem, zdaj ljudje smo pa pač različni, se različne stvari odločamo. Na koncu je potem tudi na te posameznici ali pa posamezniku, da pač ki išče, je tudi toliko samokritičen, ne, oziroma toliko previden, mogoče še bolj, ne, da se res pozanima, s kom bo šel zdaj na konkretno turo. Ker gore, ne, ko se ljudje tam gibamo, pa lahko tudi pač postanejo nevarne, oziroma gibanje človeka je lahko nevarno. Ja, dobro sva, se mi zdi kar veliko že predebatirala in takole, kad zdajle te poslušam, ne, pa jaz te že poznam, pa vem, da si pač tak multipraktik, ne, ampak res si zelo aktiven na različnih področjih. Koliko pa imaš pol sploh še kaj časa, da greš pa sam kaj plezati? Ja, zdaj mogoče imam to srečo, no, da imam 3 krasne otroke, ki zdaj vsi plezajo, no, tako da v bistvu v zadnjem času tudi ženo, veliko z njimi tudi plezava, no, tako da prav grozen veliko časa seveda nimamo, ne, ampak mislim, da kar dobro izkoristimo tisti čas, ki ga imamo, no. Zdajle sem se ravno vrnil smo bili s starejšima 2, Zinjo in Brinom, na počitnicah enotedenskih v Gorž-Detarnu, smo malo plezali in tako naprej, tako da z vidika tega športno plezamo še kar nekaj, včasih malo gremo tudi v hribe še kaj poplezati, ampak vsako leto imam neke plane, kaj bom še poleti splezal pa tako naprej, pa predno se jaz malo plezam, je že ponavadi november pride, tako da nažalost, no. Ampak mogoče bi pa še to poudaril, no, jaz se z več dejavnostmi ukvarjam, no, ampak vsaka od teh, no, bilo bi se skozi sam z eno, ne, veliko stvari je delo na ZGVS-ju, recimo delo kot pedagog, raziskovalec, no, kot oče in tako naprej. Imam pa tudi še vedno v meni tli neka ta športna iskrica, ne, seveda včasih je bila malo bolj tekmovalno usmerjena, zdaj malo bolj šport za zdravje, bolj kot ne, no, ampak nimam težav, vsaj z motivacijo, no. A najdeš še kdaj kakšen prosti dan, da greš mogoče še kaj zase v hribe splezati, kakšno smer alpinistično? Ja, to pa ali pa kaj najdem, podobnega? Ja, to pa recimo tako si vzamem ene 3 dni na leto ponavadi grem kaj splezati, ja. Zdaj imam bolj težave s kakšno dobro družbo dobiti, da grem s kom zraven, ker smo zelo veliko pač z otroci, bili smo tudi veliko odsotni, no. Bili smo 1 leto v Južni Afriki, 1 leto v Angliji prej, pa tako naprej zaradi nekih službenih stvari, tako da imam malo manj te day-to-day družbe, no, za plezati, ampak v grobem pa si vzamem čas, no, pa tudi ženo greva kdaj v Dolomite malo kakšne smeri plezati, pa tako da ni za jamrati, no. Ja, očitno ti energije ne zmanjkuje, ne, to recimo se očitno kaže na zelo številnih področjih, ne. Na združenju vemo, da podpiraš vsaj 3 vogale, ne, pa očitno še kje. Tadej, hvala za vse tele podatke, informacije in za vse to, kar si nam razjasnil in pomagal, in ti želim še vse dobro na poklicni in tudi sicer življenjski poti. Ja, najlepša hvala za povabilo. Moram reči, da sem kar počaščen, da sem se znašel v tej eminentni družbi gostov podcasta v Steni, tako da bi pa še to povedal za konec, no, da se mi zdi zelo lep dodatek temu medijskemu prostoru na področju planinstva in da kar keep strong, ne. Hvala, drži se.